Nagrado, svojo knjigo Kava na Kitajskem, prvo nagrado. Na Kitajskem? Ja, oni tam zdaj. Mi še imamo une stare hladilnike, to se da dol. A Jure tu, Jure tu še. A jaz moram dobro. Smo v pol. A imaš hladilnik? Hladilnik je dobro. Pa to je v redu. Bom pa kupil hladilnik, če želim to reči. Da. Kuklo moramo brati, ne? Dobar dan vsem skupaj, zelo lepo pozdravljeni. Začeli bomo z okroglo mizo o promociji knjig, ob 100. številki revije Bukla. Rdeča nit pogovora bo jubilejna 100. številka revije Bukla, ki bo šla ravno v tem času. Brezplačna revija o dobrih knjigah s kulturno vsebino, ki mesечно predstavlja knjižne novosti, domačega in tujega leposlovja, strokovne in otroške literature ter vse druge novosti, povezane s knjigami, se je v zadnjih 10 letih trdno zasidrala v slovenskem kulturnem prostoru in danes pomeni nepogrešljiv vir za promocijo knjig in branja. V pogovoru se bodo sodelujoči predvsem skušali dotakniti vprašanja, kaj vse se je v zvezi s promocijo knjig spremenilo v zadnjih 10 letih in kakšni izzivi čakajo založnike v prihodnosti. Se založnikom splača vlagati sredstva v promocijo knjig? Ali pri prirejanju literarnih večerov pripomore k prodaji knjige, ali pa je na maro tovrstnih dogodkov celo preveč? Udeleženci pogovora bodo dr. Samo Rugel, odgovorni urednik revije Bukla, publicist in predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Renate Ruglej, direktorica medijev in založništva na založbi Unko ter kreativna urednica revije Bukla, Mojca Hribar, zaposlena v službi za odnose z javnostmi v založbi Mladinska knjiga, Manca Čujež, zaposlena v službi za odnose javnostmi v založbi Sani in tiskovna predstavnica nedavnega dogodka Noč knjige ter dr. Matevž Rudolf, vodja znanstvene založbe Filozofske fakultete kot moderator. Sedaj pa predajam besedo. Hvala lepa. Na začetku en kratek popravek, gre za Renate Rugel. Tako da, zdaj pa, ja, kot je bilo že rečeno, ta pogovor je spodbudila 100. številka revije Bukla, ki jo lahko vidite tukaj pred nami, je pravkar iz tiskarne. In kot je bilo že rečeno, brezplačna revija Bukla je v bistvu edina revija o knjigah, poleg tega je še brezplačna in prva številka je šla, če se ne motim, septembra leta 2005, julija 2005. Pa mogoče za začetek, samo pa Renate nam lahko na kratko povzameta, kako je sploh nastala ta ideja o brezplačni reviji o knjigah. V prvi vrsti je bil verjetno seveda tu naprej entuziazem, ki pa se vseeno pač mogel razviti v nek vzdržni poslovni model, če ne bi zdržal 100 številk. Tudi revija si je mogla poiskati vire financiranja sama, predvsem iz oglasov. Kasneje, ko bomo slišali, tudi nekatere dele vsebine je krila Ministrstvo za kulturo in pa JAK. Pa nas zanima, je bil prvotni namen revije Bukla v prvi vrsti promocija branja, promocija knjig, ki jih pri nas izide kar lepo število, ali je bilo to kaj drugega? Živjo vsem skupaj, zdaj sem že malo pozabila, 10 let bo skoraj od tega, oziroma dobrih 9 let. Takrat nas je vodilo predvsem dejstvo, da pač znamo delati revijo, ker smo delali predtem že brezplačno revijo o filmu in sicer premiero v velikih nakladah, z velikimi dosegi, z velikim številom bralcev in se nam je zdelo, da druga stvar, ki jo poznamo poleg filmov, so pa knjige. Takrat še nismo vedeli, da vemo toliko malo o knjigah, kako nastajajo. Takrat smo se začeli učiti, ampak koncept nastanka revije Bukla je bil zelo podoben konceptu revije Premiera. To pomeni brezplačno, da preživi na trgu, da jo podpre na eni strani branža, stroka, torej založniki, knjigarji, knjigotržci in na drugi strani klasični oglaševalci.
Tako kot pri premieri so bili pač filmi, filmski distributerji in prikazovalci in veliko komercialnih oglaševalcev. Na Bukli se je to že po parih številkah pokazalo, da bo malo trši oreh, da komercialnih oglaševalcev, velikih mobilnih operaterjev, avtomobilistov, revije o knjigah ne zanimajo, da jih niti knjige ne zanimajo, kamoli revije o knjigah in je bilo pač zaradi tega malo težje. Tako da počasi smo ta poslovni model nekako razvijali kolikor smo z lastnimi znanjem in trudom, kolikor smo znali, kakor smo vedeli, tudi ministrstva ni bilo še takoj na začetku zraven, tako da na začetku je bila to res ena sama investicija. Ministrstvo je bilo itak 2 leti zraven, samo ali pa 3, potem se je ustanovila javna agencija za knjigo. Tako da ti začetki so bili tako malo poskusno, tipajoče po branži. Kar pa je bilo takoj tukaj za razliko od filmske revije, je pa tukaj branža, torej založbe, založniki so takoj prepoznali neko vrednost, da tako revijo pregledno, informativno pripravlja nekdo, ki je insider pa outsider hkrati. Naša založniška dejavnost knjige, izdajanje knjig takrat je bilo zelo minimalno, tako nismo prav pač velik igralec bili na tem založniškem trgu. Hkrati smo pa dovolj vedeli, da smo videli, kako založništvo funkcionira, da smo si upali reči, te knjige so ok, te založbe dobro delajo, te delajo po nekih standardih in smo pač po nekem svojem izboru začeli pač sestavljati to iz številke v številko in poskušali seveda tudi pokriti stroške z prodajo oglasnega prostora, seveda. Bo še ti, kaj dodal samo? Ja, mislim, da v tistih letih pred nastankom Bukle sva bila mogoče tudi zagnate skupaj na enem založniškem kongresu in je Zdravko Duša, urednik Cankarjeve založbe, rekel, da če imajo filmarji svojo revijo, da bi se spodobili, glede na to, da je v bistvu dejansko revija zelo blizu recimo knjigam, že po samem konceptu, to je tiskovina, da bi jo imeli tudi založniki. To si mi takrat dosti usedlo v spomin in glede na to, da recimo nekaj let pred tem, ko v bistvu smo mi začeli z izdanjem Bukle, izhajala revija o knjigi v okviru založbe Rokus, se mi je zdelo nekje smiselno, da mi preučimo možnosti za izdajanje knjižne revije. Že v štartu se mi je zdelo dosti nemogoče, da bi uspela v tem času, to je bilo zdaj recimo okoli leta 2005, da bi uspela zaživeti plačljiva revija, ki bi pa našla informacije o novih izidih knjig. To se mi ni zdelo možno, recimo tudi takrat sva relativno hitro zagnate videla, da obstaja tudi v tujini, recimo predvsem v Angliji, take revije, ki so v bistvu, če so jih izdajale knjižne verige, recimo so bile povezane z nekim nakupom, recimo v Angliji si kupil knjigo za 20 funtov, pa si dobil zraven še to revijo. To je v nekem smislu tudi na nekem takem velikem knjižnem trgu, kot je angleški, v bistvu so bile informacije v zvezi s knjigami v bistvu brezplačno na voljo, ker je to nekje logika, da težko bo nekdo, ki ima namen knjige, recimo v drugi fazi tudi kupovati, plačeval že za to, da bo dobil informacijo o tem, kaj lahko recimo kupi. To je bil nek osnoven tak koncept. Zdaj, na drugi strani je potem bila neka integracija vsega tele zgodbe v slovenski založniški trg. Recimo, če gledamo zgodovino slovenskih revij o knjigah, so te obstajale že v bistvu praktično desetletja. S tem, da recimo v obdobju pred letom 90 recimo so bile na nek način v bistvu skoraj, bomo rekel, programsko ali pa v bistvu definirane skoraj avtomatično, financirane. To je, rekel, takrat je bilo recimo približno 20 založb pred letom 90 v Sloveniji in je pač vsak mogel to potok plačati, čisto po socialistični logiki, da so informacije o knjigah bile na voljo zainteresirani javnosti. Jasno, po letu 1991 se je s tržnim kapitalizmom vse skupaj to spremenil, pač jasno, vsak se odločil po svoje, in glavno si ni najdel noben, ki bi v bistvu te informacije bil pripravljen združevati. Mi smo potem to nekje poskušali narediti in recimo relativno hitro smo naleteli na zelo topel odziv založnikov, ki so recimo
videli sploh v množičnosti te revije, ki izhajajo več 10.000 izvodov, pač nekaj, kaj lahko pride do njihovih bralcev, kupcev. In jasno, od tukaj naprej je bilo pa potem zagotavljanje financiranja. Mi smo v bistvu, glede na to, da se pač knjige sofinancirajo, knjige kot produkcija financirajo preko Ministrstva za kulture, zdaj preko Javne agencije za knjigo, da Javna agencija za knjigo financira tudi druge stvari v povezavi s knjigami, od promocije do knjigarn in tako naprej, to je tudi bralna kultura, smo nekje potem najprej z Ministrstva za kulturo v manjši meri, potem pa z Javno agencijo za knjigo uspeli priti do tega nekega poenotenja, kaj v bistvu Javna agencija za knjigo želi imeti v taki reviji. Od tega, da je tukaj Center za mladinsko književnost prisoten s svojimi teksti, do pobliskov prevodi in tako naprej, tako da so dejansko tudi večina knjig izide s pomočjo Javne agencije za knjigo, da so not navedene, recimo približno 30 knjig v vsaki bukli je v bistvu recenziranih, ki so išle s pomočjo Javne agencije za knjigo, tako da v glavnem v obdobju, rečemo, 5-6 let, koliko časa tudi preko Javna agencija za knjigo deluje, smo uspeli v bistvu vzpostaviti model, ki na eni strani temelji na javni podpori, na drugi strani pa na oglaševanju predvsem založnikov. In ob neki predpostavki, da v okviru našega podjetja, ki se ukvarja še z drugimi dejavnostmi, v bistvu lahko mi osnovne stroške poslovanja, govorimo o podjetje kot tako, pokrivamo iz drugih virov, si lahko privoščimo, da taka revija v bistvu pokriva zgolj neposredne stroške, ki nastajajo, govorimo od materialnih do distribucijskih do avtorskih. In ja, prišli smo do 100 številke, kar pomeni, da rekel si vzdržen model, v bistvu ta model je včasih nevzdržen, ampak recimo nekje pa se pač je uspel do 100 številke pa pelati. Evo, to. Ja, če nekako predvidevamo, da je v vsaki številki bilo predstavljenih vsaj 100 knjig, če ne več, je v vseh teh 100 številkah bilo predstavljeno več kot 10.000 knjig. Izdano je bilo med 2,5 do 3 milijonov izvodov revij, kar je kar lepo število. Omenila sta pač, da so založniški oglasi zelo pomemben vir, tako da me zanima, čisto iz svoje lastnega vidika, kot iz znanstvene založbe, pač mi se trudimo nekaj oglaševati, ker dobimo od raznih razpisov, da nam ostanejo sredstva oziroma da ta namenska sredstva lahko ponudimo tudi za oglaševanje. Sicer težko merimo, kakšen je dejanski vpliv, če damo nek oglas za neko knjigo, zdaj koliko število izvodov knjig je bilo dejansko prodanih več zaradi tega. Vsekakor pa opažamo, da se nekje ta samo ime založbe, brand, če smemo tako reči, povečuje in da sej poznamo znanstveno založbo, smo videli v Bukli in tako naprej. Pa me zanima, kako prepričate predvsem te manjše založnike, tudi akademske, da oglašujejo, kakšne so prednosti, da se pojavljajo v reviji Bukla. Upam, da so velike prednosti. Zadeva je pač tako, če izdaš 2 knjigi na leto, je logično, da ne moreš dati 200 € za promocijo teh 2 knjig. Če ima pa neka založba vsaj neko minimalno, kontinuirano produkcijo, se pa da pač pri nas marsikaj že dogovoriti, cene oglasnega prostora so pač nekonkurenčne, več kot konkurenčne, pač za denar, tukaj dobiš lahko, ne vem, 1/4 strani, ne dobiš nikjer nič. Plus, mislim, dvoje izkušenj imamo. Na eni strani majhne založbe razmišljajo tako, če bomo dali pač neko sporočilo v Buklo za bralce, bodo ga dobili tudi knjižničarji, ga bodo dobili tudi kupci, ga bodo dobili tudi knjigarji. Zavedajo se, da obveščamo, da Bukla obvešča tako strokovno javnost kot laično javnost. 25.000 izvodov vsak mesec, to je velika reč, to zaokroži po Sloveniji, po teh lokacijah, ki so aktualne. To so knjižnice, knjigarne. Doseg naš, izmerjen, zadnji doseg nacionalne raziskave branosti je pač veliko večji. To je 45.000 in še vedno raste, na kar smo mi res ponosni. To so neodvisne raziskave o branosti slovenskih medijev.
ki pač to so lepe številke za tak specializiran brezplačnik. In jaz mislim, da jih najbolj to prepriča, ne? Številke, naklada, obseg, ta pokritost, cela Slovenija, vse knjigarniške verige, vse knjižnice, ne? Tako, mislim, da je to največji razlog, pa nizke cene, ne? Verjetno to. Ja, jaz bi mogoče še to dodal, ne. Zdaj, iz pozicije potrošnika, to je kupca, ne, je relativno zelo težko je spremljati ponudbo na knjižnem trgu. In zdaj, recimo, Renate pa je že omenila te skupine, to je in strokovna in laična javnost. Ne. Jaz bi tle dodal, da med te ljudi spadajo tudi novinarji, ne. Recimo, mi poskušamo biti čim bolj hitri, sveži in tako naprej, updatani, pač imamo dejansko tesne stike z večino pomembnih slovenskih založb in vemo, kaj se pa ni dogaja, kaj se bo izdali in tako naprej. In pogosto v bistvu tudi novinarji, ki so potem pa jasno sekundarna skupina razširjevalcev stališča ali pa recenzij v zvezi z pač izdanimi knjigami, dejansko z knjigo zvejo, da je šla v bukli, ne. Ker zdaj jasno, če niso to zdaj novinarji, ki hodijo dvakrat na teden v konzorcij, pa ga pregledajo praktično od začetka do konca, je to, mislim, tudi če pogledam jaz iz osebnih izkušenj, ker sem pač praktično skoraj na pol živim v knjigarni, je to zelo težko to spremljati, ne, in v bistvu, če dobiš to lepo spakirane te informacije, ne, v tiskani obliki, ne čudim se, da potem dejansko, ko pride nova številka bukle, ne vem, v knjižnico ali pa knjigarno, da jo ljudje pač praktično skoraj trgajo iz rok, ne, ker to se čaka. Eni pač jasno so potem vezani na to, da knjige kupujejo, eni si jih izposojo, eni potem pišejo o njih. Mi skušamo pač vsem tem dati čim bolj kvalitetno in čim hitrejšo, čim bolj svežo informacijo. Jasno, to zahteva od nas, sploh v zadnjih 2 tednih, recimo pred izidom, pač reč pa skoraj nečloveške napore, ampak v bistvu na koncu rezultat je tak, da se to pač splača vedno znova, tudi iz nekih rečemo emocionalnih zadovoljstv vedno znova naresne. Zgovorne so tudi besede gospe Nede Pagon v tokratnem jubilejnem uvodniku, ki je napisala, da si stare bukle shranjuje, predvsem zato, ker je v današnjih časopisih čedalje manj recenzij, novice o izidu knjige in tako naprej, tako da si pač brska po starih buklah in da je to pač njena referenca, da vidi, kaj je v slovenskem prostoru sploh išlo. Skratka, brez revije Bukla si danes težko predstavljamo slovenski založniški prostor kot tak. Pa če zdaj mogoče posegmo še drugim vidikom promocije. Mojca, kako se lotevate promocije knjig v največji slovenski založbi? Kaj so tisti temelji promocije? So to pač oglasi, tudi v reviji Bukla, s katerimi izpostavljate svoje knjige? So to kakšni literarni dogodki, neposredna prodaja? Ali se pač zanašate na to, da se blago samo hvali? Ne. Mladinska knjiga je tipičen primer založbe, kjer uporabljamo čisto vse, kar si omenil. Kako? In še več, res. Tudi zato, mogoče, jaz se skušam ukvarjati strogo s PR-om, niti ne poznam mogoče vseh detajlov, ne. Zdaj za začetek, absolutno, Bukla je zakon. Brez Bukle ne gre. Jaz to tako, jaz sem tudi samo to večkrat rekla, verjetno tudi Renate, jaz ko dobim knjigo na mizo, prvi izvod gre vedno v Bukli. Potem si pa naročim in dobim še dodatne izvode in takrat šele jaz orang pogledam knjigo, ne. Tako da v Buklo verjamemo že od vsega začetka. Mislim, da je tudi Mladinska knjiga kot oglaševalec od vsega začetka zraven. In tudi vsa leta je Bukla eden od zelo redkih, če ne zdaj zadnja leta že edini medij, s katerim imamo pogodbo sklenjeno in dejansko ves čas oglašujemo. Drugače delamo vse. Od tedenskih novosti, ki so objavljene na spletni strani, do literarnih večerov v naših knjigarnah in tudi po drugih lokacijah, čeprav skušamo biti v glavnem v naših knjigarnah. Za novinarje delamo še vedno ogromno novinarskih konferenc. Absolutno za vse subvencionirane knjige.
za večino leposlovja, za večino ali pa večino izvirnih otroških knjig, za večino priročnikov. Novinarske konference še vedno delujejo, še vedno se novinarji odzivajo in se splača. Poleg tega je tudi v pogodbah z Jakom in evropskimi, če dobiš evropska sredstva, nekako je treba delati dogodke, obljubiš pogodbi, ko jo podpišeš. Potem delamo seveda tudi klasična sporočila za medije, vse objavljamo na internetu, na intranetu, ni da ni. Kakšno je pa to število literarnih dogodkov, ki jih mogoče v Mladinski knjigi izvedete v enem letu? Števila ne bi vedela, ampak pomladi in jeseni je teh dogodkov ogromno. Tudi po zimi, malo manj po moje, zdajle je najbolj, se mi zdi, se največ dogaja. Kolegica, a sem nekaj zasledila? Ne, 400 se zdi preveč. Čeprav v vseh knjigarnah Mladinske knjige, ja, možno, zelo veliko. Manjca, ti pa pravkar prihajaš iz založbe Sanje, ker ste imeli pač tiskovno konferenco. Kakšen je sicer obisk teh tiskovnih konferenc in njihov rezultat? Imate bolj ali manj stalne novinarje oziroma goste, ki spremljajo vašo dejavnost, ali je to bolj odvisno od posameznega knjižnega naslova? Lepo pozdravljeni. Za začetek vsekakor moram izreči 3x hura za 100. buklo in naj ob vsej kilometrini in izkušnjah zaželim še bolj vitalnih naslednjih 100, vsaj, potem pa naprej. In če se malo oddaljimo od vprašanja, jaz sem mogoče en značilen primer nekoga, ki je začel buklo spremljati najprej kot bralka, nato kot novinarka in zdaj kot predstavnica za stike z javnostmi. In vedno je pač to revija, ki jo seveda ena od tistih, ki jo razgrabimo, kjerkoli jo dobimo v roke, zato ker tako lahko spremljamo, kaj je novega na knjižnem trgu. In seveda bukla je tista, ki prinese te informacije do precej širšega kroga, kot mogoče kakšna novinarska konferenca. Dejstvo je, da novinarske konference se trudimo organizirati prav za vsako knjigo, ki izide pri nas. Nagovarjamo zelo različne novinarje, zato ker tudi spekter knjig tako zelo različen, da težko rečemo, da se odzivajo na naša vabila zgolj eni in isti novinarji. Tako da ja, verjamemo, da tudi novinarske konference pomagajo širiti glas o knjigah, vendarle pa mislim, da je bolj kot ne tisto pristno navdušenje, tako pri bralcu kot pri novinarju, pri knjigarju, pri knjižničarju tisto, ki bo mogoče še najbolj pomagalo knjigi, da bo našla pot do pravih bralcev. Če nekoliko poprašamo predvsem te manjše založnike, tudi akademske, ker smo ravno na sejmu akademske knjige, dostikrat se sliši, da je pač ni nekega interesa, da te manjše založbe delajo neke literarne dogodke ali pa pač dogodke povezane s strokovnimi knjigami, češ da je obisk slab in človek v bistvu ob tedenskem pregledu, kaj se dogaja, vidi, da je teh dogodkov v končni fazi kar precej. Se vam zdi, da je teh dogodkov preveč ali je premalo zainteresirane javnosti? Mogoče kar vprašanje za vse, pa tudi iz osebnega vidika, koliko takih dogodkov se pa vi udeležite? No, mogoče, če začnem. Pri nas se vsekakor trudimo predvsem ob gostovanju avtorjev ali pa ob izidu knjig slovenskih avtorjev knjigo podpreti z dogodkom v avtorjevi družbi, pa naj bo to v naših knjigarnah ali knjigarnah, knjižnicah po Sloveniji, tudi na drugih prizoriščih, in verjamemo, da se to obrestuje. Sploh tisti avtorji, ki se nekako glas o njih sam širi brez naše pomoči, se mi zdi, da je to mogoče še večkrat uspešneje, kot pa z neko PR-ovsko pomočjo. In dogodki so vendarle zelo lepo obiskani, vsaj naše izkušnje tako kažejo, tako da velja vztrajati.
še vedno bomo vabili pred mikrofoni in pred javnost avtorje, vendar je to tudi priložnost za same bralce, da se srečajo z avtorjem, da ga spoznajo tudi v živo, ne zgolj med platnicami. Tako da vsekakor ti dogodki so dobrodošli in verjamemo vanje. Glede števila, ravno Noč knjige se mi zdi, da je bila primer, ki je pokazal, da nekako ne more biti preveč dogodkov. Tisti večer oziroma tisto noč se je vsaj v Ljubljani zgodilo več kot 50 dogodkov. Sama sem bila prav gotovo na 10, res da bolj za nekaj kratkih utrinkov in za dobiti občutek, kako se ponočuje s knjigo po Ljubljani, ampak vsi so bili razveseljivo dobro obiskani. Tako da, če nagovarjamo množico bralcev, pa tudi tistih, za katere še želimo, da to postanejo, se mi zdi, da s pravim povabilom jih lahko pritegnemo tudi na to vrstne dogodke. Tako da tudi sama se sicer poleg dogodkov, ki jih organizira založba Sanje, trudimo obiskati tudi druge literarne dogodke, tako v knjižnicah kot drugih založb, tako da nekako to tudi občasno uspeva. Ja, dogodkov je veliko, ampak ne bi rada rekla, da preveč, ker je tudi knjigarn in drugih prostorov primernih za dogodke povezane s knjigami zelo veliko. Obiskani so pa seveda različno. Eni zelo slabo, eni izjemno dobro. Mislim, da tudi velikokrat že vnaprej vemo, kako bodo obiskani. Velikokrat tvegamo, ko vabimo na dogodke z manj znanimi avtorji, mogoče se tudi, kaj ne rečem, ne potrudimo dovolj, da bi zraven dali še koga, ki pa je medijsko bolj znan in bi zaradi njega mogoče bilo več obiska. No, mi vsekakor verjamemo v dogodke in še jih bomo delali, ker brez tega knjigarne ne bodo živele, ne? Samo od kupcev, nažalost, jih je premalo. Drugače pa, poznamo tudi nekaj formul za uspeh. Zdajle nas čaka Ciril Zlobec, vemo, da bodo spet vrste v knjigarnah, ne? Je ravno izdal novo knjigo. Potem Jože Pirjevec karkoli govori o Hitlerjih, Stalinih in ne vem kjerih, je vedno obisk. Zakaj sem ravno ta dva zdaj izpostavila, ampak medtem ko drugi pa, se ti kar malo smilijo, ne, ko pridejo na dogodek, pa ni obiskovalcev. Ampak če se bomo še naprej trudili v smeri, da naredimo dogodke z zanimivimi gosti, mislim, da je to formula za uspeh. Na naši založbi izdajamo tudi knjige občasno, nekih posebnih prireditev ne počnemo. Imamo pa zmeraj tiskovne konference in to take malo neobičajne, naredimo, mi točno vemo, mi rečemo, da moramo imeti tiste, ki želimo, da v naših knjigah pišejo po svojih medijih, po svojih kanalih, jih moramo imeti v mobitelu, moramo jih poznati, moramo tako vedeti, kaj jim leži in kaj jim ne leži. Tako da s temi novinarji imamo dosti pristen stik, poskušamo jim omogočiti vse sorte, od kontaktov z avtorji, za intervjuje, za vse mogoče, kar novinarji rabijo za predstavitev knjige, za svoj medij. Drugače pa smo pa imeli na Noči knjige, en redkih dogodkov, da smo ga mi organizirali in smo bili zelo presenečeni. Bila sta Štefančič in Vrdlovec in to je bil presenetljivo, noro obiskan dogodek. In smo ugotovili, da avtorji so tisti, ki vlečejo. Res moraš imeti avtorja, ki ne sme biti preveč izpostavljen, ne premalo, ravno prav prepoznaven, malo provokativen, malo tako. Nekaj mora imeti avtor, ki mi smo majhna založba in nimamo veliko avtorjev, ki imajo svoje zgodbe. Sploh nimamo veliko domačih avtorjev, tujih avtorjev ne moremo vabiti. In domači avtorji morajo imeti nekaj zapovedati, poleg knjige, ki so jo dali že na dan, morajo še znati povedati nekaj v živo ljudem, nekaj česar ni v knjigi. To se je res lepo izkazalo na Noči knjige, tako super obiskan dogodek. Drugače pa ne delamo. Tiskovke pa so super, brez tiskovnih konferenc si ne znam predstavljati, da bi kdorkoli karkoli napisal v naši knjigi.
Ja, jaz bi mogoče še par komentarjev dal, recimo, kar se tiče števila dogodkov. Najprej tukaj se z Manca strinjam. Tisti dan, ko je bila noč knjige, je bilo 300 dogodkov po Sloveniji, pa to ni bilo nič preveč. Bolj je zdaj to, kaj so te dogodke. Tukaj recimo sem se vse v zadnjih letih recimo dost učil, recimo potem, kaj so delali recimo na Škrabčevi domačiji v Hrvačiji. Ker so recimo tudi neke avtorji knjig, ki po definiciji niso toliko atraktivni, so jih dali v nek duet z nekom, ki je v bistvu vse toliko atraktiven, kot je avtor sam. In to je, parkrat so recimo zagrajate tudi tam in tam je brez problema prišlo 100-150 ljudi, v Ibanca se je pripeljali tam. Tako da v bistvu je knjiga ena zadeva, avtor je druga zadeva in zdaj založba, ki to organizira, mora vedeti, kdo je prvič ciljna skupina za to knjigo. Lahko je tudi strokovna knjiga, samo najbolj bo to vedel založnik, za koga je to knjigo izdal. In drug je avtor, ki mogoče je pač nekaj napisal, pa ne vem čisto točno, za koga je napisal. In vse skupaj je treba zapakirati tako, da v bistvu jasno na koncu imaš dogodek, od katerega ima potencialna ciljna publika lahko nekaj. In potem je pa treba ta dogodek še ustrezno spromovirati. In če to narediš samo neki en dan prej na Facebooku, pa si v bistvu obsojen lahko na neuspeh. Naše tiskovke, mi izdajamo relativno specializirane knjige, ampak naredimo par tiskovk na leto, ampak za tiste se zelo potrudimo. Kar pomeni, da recimo pravočasno obveščamo novinarje, jih v bistvu prekličemo, še kakšen dan pred recimo tiskovko še enkrat preverjamo in tako naprej in več ali manj so vse naše tiskovke, kar smo jih imeli, uspele v tem okviru, kot smo si mi zamislili. To mogoče za kakšno večjo založbo bi se mi zdelo, da je to premalo novinarjev ali pa slabo obiskano, ampak mi smo bili s tem zadovoljni. Tako da, če govorimo zdaj o akademskih založbah, pa o tem, recimo literaturi, ki je bolj specializirana, je treba pač k temu pristopati k mogoče drugačnimi merili kvantitete, kot recimo to velja za neke knjige, ki so za širšo javnost dostopne, ampak jasno, kvantiteta ni vse. Je recimo kvalitetnih 10 ali pa 15 poslušalcev na nekem dogodku, za neko specializirano knjigo povsem dovolj, jasno, o predpostavki, da pač bojo teh 15 ljudi pa šlo, sami od sebe ne bodo pa šli. Bojo mogli imeti dober razlog in še v bistvu dobro bojo mogli biti informirani. Tako da se mi zdi, da tudi za knjige pojestan take, ki jih izdaja Filozofska fakulteta, ki so delno avtorske, delno so vezane na rečemo učni program, in knjige, ki jih recimo podobnih vsebinskih žanrov, recimo humanistika, ki izdajo druge založbe, ima tle svojo ciljno publiko in na nivoju kupca in bralca. Jasno zahteva pa recimo bolj sofisticirane prijeme, večjo predpripravo in na koncu tudi te dogodke lahko zelo dobro uspejo in prispevajo k temu, da se potem glas o tej knjige širi in skozi ljudski glas in skozi medijsko prisotnost. Če gremo še na drugo stran, na te vele dogodke, prvo s Mojcem ste imeli kar nekaj ogromnih teh literarnih prireditev oziroma prireditev, kjer je prišlo ogromno število ljudi, George Martin, tudi ob izidu Harryja Potterja in tako naprej. Kakšni so pa te vidiki teh dogodkov? Mogoče tudi, a se tudi potem večje število knjig na samem dogodku proda in tako naprej. Kaj se lahko naučimo iz takih dogodkov? Največkrat se dejansko tudi več prodaja. Martin, vemo, to še vedno ne moramo verjetno. Mi, ko iščemo dobre fotografije tega dogodka, se mi zdi, da smo bili vsi v šoku tisti večer, ko je bilo toliko ljudi v konzorciju, ker nimamo ene dobre fotografije, res. Ja, načelno se tudi dobro prodaja na teh dogodkih, ki so dobro obiskani. Odvisno je od publike. Meni se zdi, da če avtorji, gostje povabijo svoje prijatelje, družino, avtomatično se tudi več knjig prodano. Medtem ko če si odvisen samo od naključnih kupcev, poslušalcev, ti grejo pa mogoče tudi raje v knjižnico in se tam sposodijo ali pa kupijo kasneje po premisleku. Potem, ja, če pomislim na Borisa Pahorja, na te dogodke ali pa tuje avtorje, ko pridejo, ki tudi podpisujejo knjige, takrat je vedno naval. Tudi če ne pridejo v dvorano s knjigo, potem šibajo hitro kupiti, da dobijo še podpis.
Tako da absolutno se splača vedno imeti tudi prodajo zraven, dovolj knjig. Ja, kjeri so bili še mega dogodki, malo premišljujem. Manca mi zdi. Tudi sama lahko le glasno prikimam glede organizacije teh dogodkov in zanimanja za nakup knjige. Brez dvoma največ zanimanja, vsaj pri nas, za te tuje avtorje, ki jih občasno uspemo gostiti v Sloveniji. Zadnji primer je bila Mirjana Bobič-Mojsilović, ki je res do zadnjega kotička napolnila našo hišo sanjajočih knjig, tako da še upleteni nismo mogli vanjo, ker smo zamudili nekaj minut od začetka. In seveda tisti večer je bila tudi vrsta za Mirjanin avtogram neverjetno dolga. To se nam rado zgodi, predvsem res ob gostovanju tujih avtorjev, ki jih imajo slovenski bralci redkeje oziroma nikakor drugače možnost srečati. Med domačimi se je pa pri nas izkazal za svojstven fenomen pater Karel Gržan, ki kjerkoli se pojavi, se mi zdi, da se okrog njega zgrinjajo množice in vsakdo odide domov s svojo knjigo z njegovim avtogramom. Sama pa kot bralka brez dvoma tudi izkoristim ne samo gostovanja naših avtorjev, ampak tudi avtorjev drugih založb, če si nekoga res želim srečati. In če sem brala njegovo knjigo, je to prvovrstna priložnost, da dobim še en osebni pečat vanjo. Tako da, dogodki, ja. Še en način promocije, ki ga danes močno poudarjajo, je tudi pač spletno oglaševanje oziroma objava na družbenih omrežjih, kot so Facebook in tako naprej. Kakšne so praktične izkušnje z družbenimi omrežji in spletnim oglaševanjem na Mladinski knjigi? Brez njih ne gre. Twitter, Facebook, spletne strani, absolutno. Zdaj ravno premišljujemo paleo, ko smo imeli knjigo Praktični paleo, predstavljali v Ljubljani in v Mariboru. Mislim, da so se vsa vabila zgodila po Facebooku. In sta bila tudi oba dogodka zelo dobro obiskana. Marko Roblek pač je bil gost, ki ima strašansko veliko mrežo prijateljev, ne vem, aj tudi samo, zdaj se upravičujem, ampak ja, in Twitter isto. Pri nas smo precej aktivni, skušamo ne preveč bombardirati s preveč informacijami vsak dan, dajemo si neke notranje omejitve, tudi imamo urednike, ki objavljajo na Facebooku, Twitterju, tudi spletni strani. Absolutno pa mora biti vse gor. Tudi enostavno lažje je forwardirati, kot da vse skupaj pišeš še enkrat. Pošleš link in je to. Pa na založbi stanje? Spet se lahko strinjam, da brez spletnih medijev nam danes živeti ni. In res vse močnejšo vlogo igrajo družabna omrežja. Tako da informacije se hitro širijo, sploh če znaš v ključnem trenutku nagovoriti ključnega obiskovalca, bralca, kupca, kakorkoli pogledamo, potem se res lahko informacija kot blisk razširi naokrog, česar si vendarle vsi želimo. Dejstvo je, da so družabna omrežja brezplačna za promocijo. Tako da prav tako se trudimo biti ažurni na svoji spletni strani in tudi s našimi e-novicami obveščati o svežih izidih. Čeprav mogoče v spletni knjigarni ni vedno tako zelo opaznega odziva, pa je razveseljivo slišati v naši knjigarni, da se ljudje oglasijo, ja, smo dobili vaše novice, imate tole novosti, imate tole znižano knjigo, tako da to je potem tisti pokazatelj, da je informacija dosegla prava ušesa. Tudi revija Bukla ima svojo spletno stran v povezavi z tem portalom knjige na trgu. Kakšen je pa obisk tukaj, kakšna je statistika? To je v bistvu nek podaljšek tiskane izdaje revije Bukla. Ja, do par let nazaj je bil to dejansko neka spletna verzija tiskane revije. Zdaj, v zadnjih 3 letih smo to malo spremenili, tako da
recimo bukla.si funkcionira neodvisno od tega. Dobili smo v bistvu pred leti tudi javna sredstva od javne agencije za knjigo kot neke vrste razlog za vzpostavitev tako imenovanega portala knjige na trgu.si. Zdaj, ta zadeva se v zadnjem času, koncept tega, kaj se bo dogajalo na nivoju javnih inštitucij v povezavi z tem konkretnim projektom, se majčkeno spreminja. Sedanji minister za kulturo je tukaj recimo povleklo neke nove poteze, tako da vidimo, kako do tega, kaj bo pa šlo. Vsekakor pa mi imamo na naši spletni strani približno 17.000 knjig vnešenih, po vseh parametrih, to je prilagojenem tem kobi sistemu vnešenih, to je veliko kategorije in tako naprej, tako da dnevno vnašamo v okviru pač možnosti, glede na to, da nimamo več nobene javne podpore za to novitete in ta spletna stran je zelo obiskana. Mislim, tako da to je več tisoč obiskovalcev dnevno obišče in v bistvu dejansko založniki, marsikateri recimo, ki pač mogoče njihove knjige niti ne moramo uvrstiti v tiskano izdajo, si želijo, da bi bilo to vse na spletni verziji, ker je pač jasno, tok pa tok že te strokovne publike, a ne, govorim knjigarji, knjižničarji, ki dnevno pregledujejo, kaj je novega, ne. In s to spletno stranjo imamo dobre izkušnje, jo bomo tudi nadgrajevali v prihodnosti. En del te spletne strani je recimo tudi naša spletna knjigarna. Naše izkušnje s spletno prodajo so dobre. Sploh jasno so odzivi pri prodaji knjig, če je bila ta knjiga predstavljena, kje v kakšnih medijih. Tako recimo se pogovarjamo dostikrat s knjigarji, recimo v konzorciju ali pa kje druge, pa ja, ste imeli zdaj kakšno objavo, recimo kje, ker so prodali to pa to knjig naših. In podobno tudi spremljamo na naši spletni strani, to je takrat se neposredno vidi, da nekje ljudje pač nekaj zaznajo, neko informacijo ali v neki intervju objavljali ali tako naprej in se potem odzivajo, da pač knjigo kupijo zdaj tudi pa nas. Tako da v bistvu, ja, splet v vseh oblikah, Facebook v bistvu jasno po neki meri in pameti, recimo, jaz osebno sem si tudi par mesecev nazaj odprl profila, pa ga poskušam dejansko sam z nekimi, rečemo, kakovostnimi vsebinami na temo tega, kar delam, recimo poln. In definitivno v bistvu te mediji pa so jasno spet imajo neke svoje zakonitosti, ljudje, ki jih uporabljajo, se zelo hitro lahko odvrnejo od njih, vkolikor si jih pač na nek način, kot je Mojca rekla, preveč fila z nekimi informacijami. Tako da je treba vse to početi po neki pameti, neki meri, z neko tudi emocijo noter, ne samo, da zdaj ti neke informacije polniš. Ljudje se na to, to je zelo demokratično in če ti ne paše, odkljukaš pač eno spletno stran ali pa en Facebook profil kot nezaželjen in potem je to konca. Tako da v tem smislu recimo mi poskušamo to relativno zelo po neki taki pameti, recimo iz pozicije, recimo, če bi mi, recimo, kot uporabnik to spremljali, koliko pogosto bi želeli, da nam neke kao pomembne informacije ponujajo. Samo ti tudi si avtor kolumn, spletnih kolumn in pri tem je včasih opaziti tudi, da spretno izkoriščaš ta prostor tudi za promocijo knjig svojih lastnih, kot si bil avtor, ali pa tistih knjig, ki so se te dotaknile in pač želiš njihovo vsebino podati bralcem. Kakšne izkušnje imaš s tem, se ti potem kakšni bralci odzovejo, oziroma tudi avtori, bi še v moji knjigi pisal v tej? To ne, da bi avtori ne, drugače imam pa recimo odzivi so več ali manj odvisni od teme. Recimo, jaz sem od začetka, sva se s tem urednikom dogovorila, da bom pisal recimo nekaj o športu, nekaj o filmih, nekaj o knjigah, potem je spodbujal, da bi začel z temi družbeno angažiranimi temami, tako da recimo na te družbeno angažirane teme ogromno odziva, recimo včasih po 100 komentarjev tam pod kolumno, tudi ljudje me kontaktirajo po mailu, ali se strinjajo ali se ne. Recimo, ker sem jih omenil knjige, ta zadnja zadeva, ki sem pisal, je prav dejansko tole, kar je Mojca omenjala o Palo receptu, in potem je celo Mojca naslednji dan poslala v bistvu informacijo, da se je kar neke knjige te prodali, recimo, v mreži MKT, tako da
recimo neka taka kolumna, rekel, recimo jaz, ker sem lani julija to se zmenil, najprej sploh nisem hotel to pisati, ne. Se mi je zdel, rekel, pač tudi portal, pa tako, ne, to se mi je zdela neka taka sekundarni medij, da bi recimo to spremljal. Ampak jasno, kritična masa ljudi, ki spremljajo, rekel, recimo Siol je najbolj brana stran po pač raziskavah, je tam prisotna in večina drugih komentatorjev gre bolj v politične teme in tako naprej, jaz se pač temu izogibam in v bistvu je dejansko tudi veliko ljudi obstaja, ki ne želijo brati samo politike. Tako da recimo imam pač dobro izkušnje, no, in zdaj me v bistvu tale urednik heca, če bi še za 1 let podaljšal pogodbo, ne, tako skoraj kot pri fuzbolu, ne. Tako da, če se bomo dogovorili, potem bo še 1 let to vsakotedensko se pač izvajali in dogajali, ne. Zdaj naš pogovor se počasi nagiba k koncu, pa bi mogoče dal publiki priložnost za kakšno vprašanje v zvezi s promocijo knjig ali pa tudi sam komentar o reviji Bukla, tako da, če ima kdo kakšen komentar. Ja, jaz imam pravzaprav bi Mojce nekaj vprašal, pač tu smo se tudi zdaj izvajal, ko je še zelo mene se dela pogovarjala, da smo videla po televiziji oglase za mladinsko knjigo, verjetni ste edini, ko ste to, in nama se to tako zdi strašansko drago, ne, da je oglas, ker pač vemo, da tisto primerjavi z enim tiskanim medijem je to precej krat neki cifra, pa naj se zanima, a to je, se to splača ali je to res zgolj za utrjevanje pač nekega brenda oziroma svoje založbe, imena založbe? Ja, je za oboje, za utrjevanje brenda in za promocijo knjig. Absolutno se pa splača. Tiste 3 knjige, največkrat imamo komplet 3 knjig in res prodaja poskoči. Gre seveda spet za letni zakup, za ultra noro dobre dogovore, zneska seveda ne poznam, ne, ampak se splača. Ja, pa vsaj nekako pridejo knjige na televizijo, no, v ta prime time. Knjiga me ne briga, je res prepozno, no. Bernarda Žaren tudi nima vsak dan svoje oddaje, tako da težko je res priti na televizijo in zaenkrat se nam obrestuje. Ja. Še kakšno vprašanje ali pa komentar ob 100. številki revije Bukla? Če ne bi se jaz še na koncu dotaknil tega dogodka Noč knjige, ki smo ga že omenili, Manca, ti si bila zelo zraven, tiskovna predstavnica, pa me zanima, kako se je v bistvu sami založbi Sanje poznala pač to prisostvovanje pri tem dogodku, da ste bili eden od glavnih organizatorjev. So bile kakšne neposredne koristi prav za založbo Sanje ali gre tukaj v bistvu za ta nek entuzijazem, dobro voljo? Vse seveda izvira iz entuzijazma in pa neke želje, da nekako res še malce dodatno knjižno prebudimo Slovenijo, kar se je res izkazalo glede na kratek čas od ideje do same izvedbe, ki je dobesedno preplavila Slovenijo. Res razveseljivo v 130 krajih, mislim, da se je dogajalo povsod po Sloveniji. Seveda, Sanje so bile večkrat omenjene, naš direktor Rok Zavrtanik kot sam pobudnik ideje. Brez dvoma, mislim, se nadejamo, da je to tudi tisto, da se utrdi ime in vizija same založbe, ki se trudi soustvarjati našo dobro skupno knjižno prihodnost in seveda tudi sedanjost. Kar se pa tiče samih finančnih koristi, smo pa šli nasproti bralcem in ves dan, ne samo zvečer, znižali cene knjig za polovico. In ja, takrat se je pa res trlo kupcev v knjigarni, vse do pozne noči, do 2 zjutraj, je bila praktično vrsta pred blagajno in ob tem pogledu smo si lahko samo zaželeli, da bi se to še kdaj oziroma kar čim prej ponovilo. Pa še za konec, tudi revija Bukla je bila medijski sponzor tega dogodka Noč knjige, pa tudi kakšne druge dogodke podpirate.
kako prepoznate te dobre dogodke, kako revija Bukla prepozna te dobre dogodke in jih potem podpre z... Ja, kar lahko damo mi je pač medijski prostor, takemu dogodku, neko medijsko podporo, pač, da pride do širših množic. Prepoznamo jih pa tako, vse, kar je za dobro knjige, se nam zdi, da mora biti v Bukli, tako rečeva midva. Če bo nekaj imela knjiga, knjigarna, založba, založnik, od tega potem pač je to fino, da to zvejo tudi naši bralci in potem gremo zraven. Tu je bil nacionalen projekt, Samo je dost hitro se odzval, tukaj skoraj ni bilo dvoma, da ne bomo šli zraven, dejansko je bilo še največ težav v kratkem času organizacije. Ampak drugo leto bo že lažje, bomo naredili več, še bolj bomo obvestili naše bralce in to je to. Pač nacionalno, v dobro knjige, potem je Bukla zagotovo zraven. Potem bi se na tej točki zahvalil vsem gostom za današnji pogovor. Kakšno besedo bomo verjetno rekli tudi na Kongresu slovenskih založnikov, ki bo letos nosil naslov Ustvarimo potrebo po nakupu knjige. Tudi zanimiv in potreben pogovori bojo tam potekali. Na koncu pa še naj izrazim čestitke reviji Bukla za to 100. številko, pa tudi predvsem za vsem vas osebni angažma celotnega uredništva, ki ga pač vlagate v to revijo, od katerega koristimo praktično vsi založniki. Hvala tudi založbi Filozofske fakultete, da je pač ustvarila ta dogodek, da se je zdelo pomembno to obeležiti. Midva sva rekla, ne bova nič obešala na velik zvon. Ustvarjalci smo jih dali na naslovnico. Bukla je na voljo, zelo sveža, nikjer je še ne dobite danes, brezplačna še zmeraj, ampak res čisto od tiskarja, tako da danes, jutri in šele do konca tedna bo zaokrožila po Sloveniji. Res še enkrat hvala lepa, ker ste se spomnili in nas povabili.